mediacija mi je v bistvu spremenila življenje. Zobozdravnica Mirjana Petrovič. En tak krasen način reševanja sporov. Družinska zdravnica primarika Simona Repar-Borenšek. Me ves čas učite ponižnosti do izkušnje drugega, a ne? In pravnica Maja Zdolšek. Ključno je to tudi, da se ne išče krivec, ampak v bistvu, da pride do nekega razumevanja, kako naprej. V družbi izrednega profesorja dr. Jerneja Završnika, pediatra, direktorja Zdravstvenega doma Maribor in predsednika sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici. Mi velikokrat vidimo, kako ljudje sedijo obrnjeni drug drugega in zagovarjajo dve zgodbi in mi jih poslušamo in rečemo, a sta ta dva res bila isti dan na istem kraju in govorita o istem dogodku. O tem, da tudi zdravstvo ni imuno na konflikte. Če se hitro ne reši spor, se začne nadgrajevati, povečevati. Do razhajanj lahko pride med zdravnikom in pacientom, med člani ekipe, med dvema strokama ali med vodstvom in zaposlenimi. Smo bili v kakem sporu mediatorji po 15 letih, to je zelo težko rešljivo. O tem, da zato obstaja rešitev, ki omogoča varno komunikacijo in obnovo odtujenih odnosov. In lahko to res ljudje v miru pokličejo, ne rabijo skrbeti, torej, da bi tudi kakšnekoli stvari šle ven. Mediaciji nikogar ne krivimo, mediator ne razsoja, kot razsodi sodnik, mi ne iščemo krivca. Kako torej mediacija deluje? Zakaj je v zdravstvu posebej uporabna in zakaj bi lahko razbremenila tako paciente kot zdravnike in sistem? Mislim, da vsak, ki da privoljenje, da bo sodeloval v mediaciji, s tem izraža neko profesionalnost, neko odgovornost do primera. Predvsem pa bom jaz rekla, jaz sama mislim, da ta da pomeni da mar mi je. Hipokrat je rekel, a ne, da kjer je ljubezen do zdravljenja, je ljubezen do ljudi. In verjetno lahko mi enako rečemo, a ne, kjer je ljubezen do mediiranja, je ljubezen do ljudi. Veseli me, da se danes srečujemo v nekoliko drugačnem formatu, v obliki podcasta, kjer si lahko vzamemo malo časa, pa tudi razmisleka za pogovor in razgovor. Ker se večinoma že poznamo, bom začel malo bolj neformalno. Kako ste prišle, kakšen je bil vaš dan, Simona? Iz službe, iz ambulante kot običajno. Okay. Iz Viča, iz družinske ambulante. Fino, Mirjana? Jaz sem si pa vzela prost dan, najprej sem kuhala, potem sem se odpeljala za Ljubljano. Malo težav je bilo zaradi hude prometne nesreče, ampak sem prišla pravočasno. Super. Maja? Mene je najprej čakala dolga vožnja z obale v megli, nekaj sestankov in potem sem vesela prišla in lepa hvala za vabilo. Super, fino. Torej, današnji pogovor v bistvu bomo namenili mediaciji, temi, o kateri pogosto govorimo seveda na sejah, redkeje pa v nekem širšem strokovnem svetu. In namen torej našega današnjega druženja je v bistvu, da mediacijo približamo zdravnicam in zdravnikom, pa tudi drugim zdravstvenim delavcem na nek razumljiv, praktičen in pa tudi življenjski način. Moje ime je Jernej Završnik in ker se z večino sogovornikov v bistvu že srečujemo na naših sestankih, bom prosil, da se same predstavite, mogoče poveste malo o svojo specialnost, kako in kdaj ste se prvič srečali z mediacijo in tudi mogoče ali je bila to neka osebna izkušnja, strokovno delo ali pa neko, se pravi, odločitev o nekem dopolnilnem izpopolnjevanju. Hvala lepa. Jaz sem se z mediacijo srečala leta 2013. Jaz sem družinska zdravnica in sem v tistem obdobju ravno prevzela vodenje enote Vič kot predstojnica. In takrat se je na zbornici pojavila možnost tega izobraževanja in jaz sem neskončno hvaležna, da sem imela možnost, da sem se udeležila, ker v bistvu, bom tako rekla, kot eno razodetje se mi je prikazala ta mediacija, ker sem se začela ukvarjati tudi z reševanjem pritožb pacientov
In vse te mediacijske veščine in načela, ki sem se jih naučila, sem si v pisarni kar napisala in se spomnim, da včasih, ko je kak telefon zvonil kakega besnega pacienta, sem gledala, kako moram, kjer tehnike moram uporabiti, da sem deeskalirala ta problem oziroma ta zaplet, ki je nastal. In ugotovila sem takrat, da mediacija bo postala del mojega življenja, tudi sicer, in od takrat naprej, bom rekla, mogoče ne samo mediacija kot formalni kot postopek nekega reševanja sporov, ampak predvsem izobraževanje mediacijskih veščin vseh zdravstvenih delavcev, ki mislim, da bi bilo krasno, če bi se z njimi srečali in jih lahko pri delu uporabljali. Super. Mirjana? Jaz sem pa zobozdravnica. Imam koncesijsko ambulanto v bližini Murske Sobote. Letos sem praznovala 30 let koncesionarstva. Lepo praznovanje, no, sem imel priložnost. Ja, sem vas povabila, nekatere, s katerimi sodelujem večino teh 30 let. In z mediacijo sem se srečala, ker je Zdravniška zbornica organizirala seminar 2012, kjer je bila mediacija predstavljena in smo bili povabljeni v izobraževanje. Ta uvodni del me je zelo navdušil in mi je tudi dal odgovor možne rešitve problemov v komunikaciji z pacienti. Zato sem se udeležila 2013 izobraževanja, to me je še bolj navdušilo in mediacija mi je v bistvu spremenila življenje. Danes je mediacija tak sestavni del mojega življenja, da se sploh ne zavedam, kdaj uporabljam mediacijske veščine. Super. Maja, midva se nekako najdlje poznava, mogoče še par besed za tvoje strani. Ja, mene je mediacija nagovorila še preden sem diplomirala pravo na študiju 1 leto v Franciji, kjer smo imeli možnost ene take observacije, ene tipične odškodninke na tamkajšnjem sodišču in je šlo za prav mediacijo v zdravstvu, ki je bila, Francozi delijo te primere na mediacije medikal in non-medikal, torej finančne, upravne spore in pa te medicinske. Seveda smo mi izbrali te druge, opazovali, zelo me je zaznamovala ta izkušnja in potem nekako po zaključku študija, najprej v karieri v odvetništvu, ko sem opažala, kako pravdanje dejansko ljudi nekako zaznamuje v tej, kako bi rekla, kljub temu, da je ena stran lahko v pravdi uspešna, še vedno iz sodnih dvoran ne gre uspešna, ker je uničila odnos, ker je pravda trajala dolgo, ker nikoli več z sosedom ne bo popila kave, in nekako me je potem vleklo v mirno reševanje sporov že od takrat naprej. Zdaj trenutno pa delam v zdravstvu kot pravnica, mediram pa tudi veliko na okrožnem sodišču v Ljubljani. Super. Nekako na zbornici smo začeli to leta 2012. Prvo izobraževanje, ki sem se ga jaz udeležil, je bilo tisto, ki ga je v bistvu organiziralo Združenje zdravstvenih zavodov. Takrat sta prišli vidve z Anko v Maribor, to je bilo januarja 2012. In potem smo v bistvu začeli in ta izobraževanja razširili tudi na zbornico. Če se spomnim, to je bilo enkrat jeseni potem, 2012. In takrat smo nekako prvo generacijo mediatorjev tudi izobrazili. Takrat je bila profesor Koželjeva, je bila, pa potem David Dovšak, Matej Praprotnik, praktično vsi, praktično vsi tisti, ki smo danes tudi v svetu za mediacijo. Par besed še o meni, kot rečeno, jaz sem pediater in zdaj že skoraj 15 let od tega, kaj sem se srečal z mediacijo. No in od takrat tudi, potem ko smo na zbornici leta 2017 ustanovili torej svet za mediacijo, ta svet za mediacijo tudi pri Zdravniški zbornici vodim. Ampak če smo tukaj, da predstavimo mediacijo, kaj sploh mediacija je? Mogoče Simona. Ja, mediacija je en tak krasen način reševanja sporov, ki ne poteka na sodišču. Neformalen, čeprav strogo strukturiran,
z določenimi fazami in ima določena načela, ki moram reči, da bi zdravstvenim delavcem morala biti posebno ljuba, ker so zelo podobna našemu delu v ambulanti. Prvo načelo je ta prostovoljnost, ker v mediacijo nobena stranka ne more brez soglasja, nihče nikogar ne more prisiliti. In drugo, najpomembnejše načelo je ta zaupnost. Se pravi, varovanje informacij, varovanje dostojanstva, spoštljivost do vseh strank, dajanje prostora obema stranema, da imata dovolj časa, da na enak način lahko predstavita svoje videnje tiste situacije, ki je privedla do nekega zapleta. Kar je Maja lepo rekla, in sem jaz kar dobila solze v oči, kot jih vedno dobim v takih situacijah. Mene vedno najbolj prizadene, kako ljudje izgubimo odnos. Jaz sem odnosni človek in se mi zdi, da ljudje smo od odnosov odvisni. Največja kazen v zaporu je samica. Torej, potrebujemo odnose z drugimi ljudmi in spori velikokrat prekinejo odnose. In sodišče ne vrača odnosov, ampak jih trajno uniči. Imamo zmagovalca, poraženca, v mediaciji nikoli nihče ni zmagovalec in mediatorji skrbimo zgolj za to, da spor vrnemo tistim, ki so v njega vstopili, da ga rešijo na svojsten način, sebi primerno. Se pravi, nikoli ne iščemo absolutne resnice in kaj je prav, kaj je narobe. Čeprav to ne pomeni, da v mediaciji v zdravstvu kdaj ne uporabimo tudi kakega strokovnega nadzora, da ne pride do odškodnine. Vsi ti postopki so lahko v medijaciji vključeni, ampak gre za to, da vendarle dovolimo vsakemu, da razloži svojo zgodbo in da je slišan, kar se mi zdi, da je največji problem tega, zakaj sploh pride do spora, ker ta po človeški plati, kako se počutiš, kaj se je zgodilo, to velikokrat ne pride do druge osebe, do tistega, ki je na nasprotni strani. In ti postopki so ponavadi kratkotrajni, cenejši, učinkoviti in v spoštljivem in zaupnem okolju potekajo. In ja, zato sem jaz tako navdušena nad samim postopkom mediacije, ampak prej, ko si omenil, vi ste začeli v Mariboru verjetno tudi izobraževati zdravstvene delavce in jaz sem prav ponosna na to, da je tudi Zdravstveni dom Ljubljana takrat pristopil k temu in smo ustanovili mediacijski center. Takratni direktor je bil temu zelo naklonjen, ker se je tudi sam srečal v preteklosti že z mediacijo in mi smo vsi navdušeni začeli kadre izobraževati, ne samo strokovno o temeljnih postopkih oživljanja, ampak tudi o komunikaciji. In to mislim, da je en velik plus in da bi to moralo obstajati v vseh zavodih. Ja, super. Ja, res je. Saj tudi z Mariborom mi smo se celo združili, ne, z Univerzitetnim kliničnim centrom, pa potem tudi Splošna bolnišnica Ptuj. Mi smo tudi ustanovili take mediacijske. Vi ste začeli, ste bili prvi. In ključ pa je seveda predvsem to idejo in pa predvsem to znanje, vedenje tudi o komunikaciji, o komunikacijskih veščinah in ne nazadnje tudi o tem mediacijskem reševanju spora širiti med ljudi. Ja, tisto, kar je mogoče treba izpostaviti, seveda, da gre za en strukturiran postopek, ne, in zaupen postopek, to, kar si ti povedala, kjer neka nevtralna tretja oseba v bistvu pomaga tem udeležencem, da skozi nek pogovor pridejo do neke rešitve spora. Torej, ključno je to tudi, da se ne išče krivec, ampak v bistvu, da pride do nekega razumevanja, kako naprej. Zdaj pa, če gremo malo o mediaciji, kje dejansko se mediacija uporablja? Maja, ti si že začela z svojimi izkušnjami iz Francije, mogoče par besed okrog tega. Ja, praktično lahko se vprašamo, na katerem področju družbenega življenja se sploh ne uporablja danes, ne, to, ki je že kar pogosta. Zdaj mi govorimo o mediaciji v zdravstvu, ki jo lahko uporabimo na večjih ravneh, med vami in pacienti, potem med samo upravo, med delavcem in delodajalcem. Imamo zavarovalniške spore in tako naprej. Ampak mediacija je treba povedati, da predvsem pri nas v Sloveniji živi na sodiščih. Večina mediacije, ki se naredi v Sloveniji, poteka na sodiščih, v družinskih sporih, na primer, ko mediatorji mediramo neko razvezo med dvema partnerjema in
je treba se pogovoriti, kje bodo otroci živeli, pri komu bojo zaupani v varstvu in vzgojo, kako bojo potekali stiki, kako bomo delili premoženje, kakšna bo preživnina za otroke. Potem ogromno mediramo tudi dedne spore, gospodarske spore. Mediacija je pogosta tudi v čezmejnih sporih, potrošniških sporih. V zdravstvu jo najdemo tudi v delovnopravnih in pa sporih na delovnem mestu, v timih. Mi mediatorji vemo, da v zdravstvu ogromno mediramo v timih, da veliko imamo napotitev v primerih mobinga, kjer vedno tehtamo, ali je mobing sploh primeren za reševanje v mediaciji. Potem, kje vse jo še uporabljamo? Poznamo vrstniško mediacijo, v šolah jo uporabljamo, kjer otroke naučijo mediranja, kjer ravnatelja, profesorje učijo mediranja, in potem se ti majhni otroci, ko se znajdejo v konfliktu, lažjem konfliktu, obrnejo na vrstnika mediatorja in to počnejo zelo častno, so v tej vlogi mediatorja. Kje še zelena mediacija je meni zelo ljuba. Pri nas je bil en zelo znan primer okoljske zelene mediacije Tenetiše, deponija nevarnih odpadkov, ki ga je medirala gospa Gordana Ristin, sodnica, to je mati mediacije na nek način v Sloveniji. In to je eno področje, ki ima tudi še velik potencial pri nas. Super, zdaj pa, če pridemo malo na naše področje, kaj so v bistvu prednosti mediacije na eni strani za bolnike, po drugi strani pa za zdravnike? Za začetek mogoče ti bomo še Mirjana vključili. Takrat, ko sem jaz kot predstojnica reševala te spore, sem ugotovila, da ne glede na to, zaradi česa se pacient pritoži in ali sploh gre v tak postopek, na koncu je vedno komunikacija bila tista, ki je vodila v neko zadrego, v neko stisko. Čeprav se pritožijo na postopke, na pravilnost postopka, na izvajanje pravic oziroma neizvajanje pacientovih pravic. In za pacienta je najbolj pomembno, da je slišan in razumljen. In mislim, da vsi v zdravstvu vemo, da k nam prihajajo ljudje iskati potrditev svoje največje vrednote, to je zdravje. Večini ljudi to predstavlja, vsaj tistim, ki hodijo k zdravniku, zelo veliko vrednoto. In ko jo izgubijo, jo želijo čimprej si povrniti in naletijo na neko nerazumevanje, na neka pravila, ki onemogočajo dostop do te pravice, za katero mislijo, da jim pripada. In tukaj pride do frustracije in do čustvenih stisk, do vsega. To običajno ne morejo pojasniti oziroma v tistem sporu ne pride do izraza. In mediacija je prostor, kjer lahko slišimo, kjer lahko povedo. In za bolnika to pomeni, da ga bo končno druga oseba slišala, kaj je želel, zakaj se je to zgodilo, v kakšni situaciji je takrat bil. In jaz mislim, da je do bolnikov izjemno prijazen postopek to. Oni se želijo srečati s tistim zdravstvenim delavcem. Večinoma mediacije delamo na pobudo pacientov, če so mediacije med pacienti in zdravstvenimi delavci. Se pa velikokrat zdravniki ne odzovemo. Kaj pa to pomeni za zdravnike, Mirjana? Za zdravnike, kadar zdravnik pride v spor, ne glede ali to pride z bolnikom ali pride s kolegom, so porušeni odnosi in delo postane zelo težko. Če se hitro ne reši spor, se začne nadgrajevati, povečevati, močna negativna čustva se povečujejo in to nadalje vodi do novega spora. Pri zdravnikih je še posebno, kadar pride do pritožbe ali do spora. Vse ostali postopki, v katerih se to rešuje, so formalni postopki, se vlečejo in zdravnik mora dokazovati, da je naredil vse prav, in potem čakati, da pač v tistem postopku sodnik ali pa predsednik odbora ali tega vse odločijo, ali je ravnal prav ali ne. Kadar se vlečejo, pride do velike nevarnosti, da pride v medije ta spor na socialna omrežja in mi zelo dobro vemo, kako mediji in socialna omrežja reagirajo takoj,
takoj skočijo, da je zdravnik naredil strokovno napako in zahtevajo, da se dokaže, da je krivec, čeprav še postopek traja, in zahtevajo tudi drastične kazni. In ta celi medijski zdravnik je nekako padel v celi medijski vihar, ampak ko pa postopek se konča in je oproščen, ugotovi se, da je vse ravnal pravilno, medijske pozornosti ni več. Nikoga več ne zanima. In to na zdravniku pusti brazgotine in tudi grenak priokus dolga leta. To je tudi za zdravnika zelo stresno. Vsa to dokazovanje, pa tudi vsa ta medijski rompompom, ki je večinoma negativen, ne, povzroča veliki stres. Lahko je duševen, lahko tudi fizični, ne. Zdravnik pa ves ta čas mora opravljati svoje delo, svoj poklic, kot da se nič ne dogaja, kot da je vse v redu. Za zdravnika je zelo pomembno, da se ti postopki odvijajo hitro, zato ker pač še naprej mora opravljati svoj poklic in da ga pri tem ne obremenjujejo. Zdravniška zbornica je svojim članom ponudila mediacijo zastonj. To pomeni, da se tudi stroški raznih na sodišču so lahko zelo veliki, kar tudi obremenjuje zdravnika. Tako da zdravniki lahko najdejo zelo veliko koristi, če se hitro odločijo za mediacijo. Problem danes je, da se ne odločajo tako hitro. Dostikrat se za mediacijo odločajo, ko druge stvari ne uspejo. In je veliko nakopičenega negativnega, zato tudi v mediacija je takrat težje poteka, ampak ni. Ne moremo pa reči, da bi bila lahko neuspešna. Vendar bi boljše bilo, če bi se odločili prej. In zbornica pa to ponuja in bi bilo za zdravnike zelo dobro, da se hitreje odločajo, če so v sporu, da ne vztrajajo v sporu, ker jih preveč obremenjuje. Pa se ti zdi recimo, da so zdravniki, pa zdaj to govorim moškim in ženskim spolu in velja tako tudi za zobozdravnice in zobozdravnike, dovolj seznanjeni o tem, sploh, da mediacija obstaja in sploh kaj mediacija je, recimo, zdaj govorim za nas v Sloveniji. Zdravniki, zobozdravniki, tudi zdravstveni delavci, vedo, da v Sloveniji obstaja mediacija. Vendar čisto ne razumejo, kaj je mediacija. Jaz sem na začetku pojasnjevala strankam, ki bi prišle v postopek za mediacijo, veste, to je pogovor. In so takoj skočile, pa jaz se pogovarjam celo življenje. Kakšen pogovor? En takšen pogovor me je pripeljal do spora. In temu moram pojasniti, da je pač mediacija posebna oblika pogovora, v katerem izkušeni, izobraženi mediatorji naredijo skozi postopek, omogočijo pacientom, da se zmanjšajo ta negativna čustva, da se naredi prostor, kjer oni potem lahko začnejo skupaj z mediatorjem iskati za rešitev. Do takrat so zaklenjeni v tem svojem sporu, vidijo samo negativne stvari in takrat rešitve ni mogoče najti. Ampak ko pa enkrat se sprostijo, ko vedo, da so lahko odkriti, ker je to zaupni postopek, takrat pa se lahko najde rešitev. Dobro, ker je ta podcast tudi tako malo izobraževalni, mogoče za te, ki bojo to poslušali, kaj obe strani imajo pridobita v primerjavi z klasičnimi sodnimi postopki? Jaz bi rekla, da bolnik ali pa svojci umrlega pacienta pridobijo možnost, da v varnem okolju izrazijo čustva, medtem ko v sodnem sporu sodnika zanimajo predvsem pravna dejstva. Mi nemalokrat, ko te ljudi mediiramo, oni prinesejo sliko svojca, o njemu imajo možnost govoriti, o izgubi imajo priložnost govoriti. In to jim omogoča lažje žalovanje. Ja?
ko poteka sodni postopek, ki je lahko tudi javen, je to za njega dodatna obremenitev. Rekla bi, da je za zdravnike najbolj, kar je meni najbolj pomembnega pri mediranju, da so na mediaciji v popolnoma zaupnem okolju in da vse, o čemer mi govorimo tam, ne gre iz mediacijske sobe, niti jim kasneje, če spor ne bi bil poravnan v mediaciji, ne more škodovati. Ja? To je velikega pomena, ker sodne postopke spremljajo, kot rečeno, mediji in ti črni pečati na osebju ostanejo potem tudi naprej, tudi če je bilo neutemeljeno. A ne? Pomembno je še povedati, da so mediacijski postopki hitrejši. En spor, na primer, ki bi lahko na sodišču trajal leta in leta, lahko v mediaciji rešimo v nekaj mesecih, na nekaj snidenjih. Zato so tudi cenejši, a ne samo hitrejši, ampak tudi cenejši, manj stresni. Definitivno pa pridobijo nek uvid razumevanja in pa uvid v to, da lahko resnično težke življenjske probleme rešimo na miren, lep, dostojanstven način. V mediaciji nikogar ne krivimo, mediator ne razsoja, kot razsodi sodnik, mi ne iščemo krivca, mi ne preverjamo dejstev, dokumentacije, ampak mi preverjamo, kako vsaka stran je prispevala, a ne svoj lonček dodala k nastalemu konfliktu. Zdaj, moramo povedati seveda, da to, kar mi mediramo in tudi naše izkušnje, seveda, da niso samo mediacije med zdravniki in bolniki, ampak da imamo kar dosti sporov tudi na delovnih mestih, med zdravniki. Tako da to je treba povedati, na žalost, ampak nismo osamljeni, ne, torej to se praktično dogaja po celem svetu. Zdaj, tisto, kar mi spodbujamo, seveda je to, da takrat, ko takšni spori nastanejo, seveda, da vkolikor se znotraj neke organizacije ne dajo rešiti in se ne rešijo, seveda se kolegice in kolegi obrnejo tudi na nas. In mislim, da smo bili tu uspešni, ne, pa zdaj. Ampak čim prej, ne? Tako kot smo rekli, ne potem, ko je spor že 10 ali pa 15 let, kot se nam je zgodilo, da smo bili v kakem sporu mediatorji po 15 letih, to je zelo težko rešljivo. Ne? Ja, torej spodbuda, ne, za to, kaj povemo, tudi to, kaj se sliši, če nastane neki spor, če se to ne more rešiti znotraj nekega oddelka, se pravi, da dejansko se pokliče in da se nas angažira. Povedali smo še enkrat, da je to zastonj, ne, torej, da to plačuje Zdravniška zbornica Slovenije, torej oni ne bodo imeli stroškov in da tudi torej ne neke pravno-formalne spore, ampak tudi take spore čisto v nekih osebnih odnosih, ki pa pomembno vplivajo na življenje posameznika, ne nazadnje tudi na delo oddelka in tudi na stroko, seveda, da skušamo in na ugled ustanove. In na ugled ustanove, da so treba to v bistvu čim prej rešiti. Ja. Kak človek v bistvu postane mediator? Kako poteka usposabljanje, Maja? Kakšen naj bo mediator ali kako človek postane mediator? Kako v bistvu je to formalno izobraževanje, torej zdaj, ja, mogoče vsak misli, da je mediator, ampak le neko znanje pa moraš imeti, ker to je le torej strukturiran proces. Ne? Zdaj, omenila bi samo najprej, na Norveškem imajo zanimivo samo dva pogoja, da je človek mediator. Da je reasonable pa sensitive. Tudi pri nas moram reči, da mediacija v zdravstvu ni preveč dobro sistemsko urejena, čeprav obstaja, niti ni pravil, kdo je lahko mediator. Definitivno mediator ni nekdo, ki laično opravlja to delo. Velikokrat tudi v zdravniških sporih ali pa v plačnih pogajanjih smo slišali tudi v medijih, potekala je mediacija med Fidesom in neko osebo vlado ali med kom je bila, je bilo tako, To je primer laične mediacije, ampak pravi mediatorji morajo iti čez trening, čez veliko treninga. Ta trening pa je pomembno, da je čim manj teoretičen, ampak čim bolj izkustven. Na teh treningih mi trenerji ponavadi učimo ljudi konkretnih tehnik, ki jih lahko uporabijo ne samo v konkretnih strukturiranih postopkih mediacije, ampak tudi, ko odidejo domov na delovnem mestu,
v partnerskih vlogah, v družinskih razmerjih. Tako da moram reči, da ti treningi kar nagovorijo ljudi. Od tukaj naprej pa je pot mediatorja še kar dolga. Prve primere delajo poleg mentorja, nato upravljajo razne intervizije, supervizije. Je hkrati tudi ena velika osebnostna rast, ta učenje mediacije. To lahko povemo, ne, seveda, da tudi mi zdaj razmišljamo o tem, da bomo organizirali eno izobraževanje, 80-100-urno izobraževanje, torej za mediatorje, tako da malo povemo in da vkolikor bo interes, da tudi spodbujamo seveda, da se ljudje prijavijo na to. In tako, kako si lepo povedala, torej gre ne zdaj samo za neko strokovno rast, kar smo mogoče zdravniki tako malo cepljeni, če smem temu tako reči, ampak gre izjemno tudi za eno osebnostno rast, ne, ob takem izobraževanju, ampak to človek razume ali pa doživeli šele takrat, ko to skozi. Zdaj, mogoče še samo to, v čem se ključno razlikuje mediacija v zdravstvu od drugih mediacij, katere ti največ delaš, mi delamo samo v zdravstvu. Ja, zanimivo vprašanje. Najprej bi rekla, da mi v mediaciji, ko pride do nekega oškodovanja, nekega zapleta, oškodovanja zdravja, ko gre nekaj narobe, bomo rekli, ni nujno, da gre do zapleta, ki je krivden ali pa naklepan, Vemo, da narobe lahko gre tudi, ko nekaj sistemskega ne štima in je zdravje oškodovano, pacient vloži neko pritožbo in mi potem to mediramo ali pa svojci umrlega pridejo. Mi mediatorji resnično takrat delamo z ljudmi, ki so včasih hudo bolni, ki pridejo na mediacijo, lahko tudi izčrpani, povsem izčrpani. Ne samo, da so nezdravi, bolani, ampak so hkrati še pod težo tega konflikta, ki je nastal. Kadar pridejo svojci, jih spremlja zelo velika krivda. Krivda, da niso postopali dovolj hitro, ali sem naredil vse prav, ali bi lahko naredil kaj drugače, pa bi bil moj otrok še vedno živ. Torej, ta intenziteta čustev je v teh mediacijah, se mi zdi, kar velika. Pa še to ne pomeni, da v drugih mediacijah ni, ampak tukaj je posebna. Kje še vidim pomembne razlike? Ja, nesorazmerje moči. Mi imamo v mediaciji ponavadi zdravnika, ki je strokovnjak, ki ima žargon, ki je izobražen, ki ima za sabo hišo, pripada neki ustanovi, pozna tehnologijo, ima za sabo predstojnika oddelka. In imamo pacienta, ki ponavadi nima ne teh znanj, niti ne razume, kaj se dogaja, želi pojasnila. In takrat je mediator tudi neke vrste interpret, kot nek prevajalec strokovnega žargona, nekomu, da je to čim bolj razumljivo, dogajanje. Mediatorji, moram reči, da na področju zdravstva morajo biti zelo dobro podkovani, razumeti morajo tudi dinamiko zdravstva, včasih tudi financiranja, storitev, ekonomike. Mi si pomagamo tako, da ko na primer gremo mediirati, ker pravniki na primer teh znanj nimamo, da v mediacijo potegnemo somediatorja, komediatorja, ki ta znanja medicine ima. To nesorazmerje moči mora pa mediator ves čas naslavljati in uravnavati, balansirati. Ja, predvsem to. Vse to si zdaj izpostavlja, torej zelo pomembno je, da človek, ki se ukvarja z mediacijo v zdravstvu, pozna tudi sam sistem. Torej mi praviloma mediramo po 2, zgodi se tudi, da nas je več pri kakšnih večjih sporih, tudi po 3 ali 4 smo že bili. Torej predvsem pa v funkciji tega, da je poznavanje nekega sistema, tudi neko strokovno znanje od zadaj in da potem le lažje nekako, se pravi, potem tudi cela mediacija poteka. Zdaj pa govorimo tudi o dostopnosti mediacije. Irena, kak je po tvoji oceni dostopnost mediacije v Sloveniji, pa predvsem tudi te naše mediacije v zdravstvu? Ta dostopnost se razvija in povečuje, čeprav moram povedati, da nikoli ni zadosti dostopna.
vendar pa smo vseeno naredili od leta 2012 marsikaj, ne. Zdravniška zbornica, dostopnost do mediacije je v bistvu zelo dostopna. Vse, kar mora napraviti človek, je v nekem konfliktu in se ga ne zna ga sam rešiti, da gre na spletno stran zbornice, na tisti del za člane, tam je gumb mediacija, klikne ta gumb in se mu odpre. Osnovni pojem je predstavitev mediacije, ampak tudi mi imamo mediacijsko pisarno. V tej pisarni imamo izjemno sposobno pravnico, Vesno H.B. Pranjič, ki sprejema klice, tudi maile in je koordinatorka in uvede tiste, ki so zainteresirani, da bi bili stranke v mediaciji, uvede jih v ta postopek mediacije, marsikaj že prej pojasni, poveže z mediatorji, da se potem lahko mediacija začne. Tako ta pot je dokaj lahka, ne? Vendar je pa tudi ugotovljeno, da je dobro, če je to malo tudi regijsko razširjeno, ne? Tako imamo ravno na zavodu, Združenju javnih zavodov, potem smo rekli že klinični center, potem Zdravstveni dom Ljubljana, Zdravstveni dom Maribor, Splošna bolnišnica Ptuj in te zadeve se tudi vse bolj širijo, ne. V glavnem želimo, da je mediacija čim bolj dostopna tistim, ki mediacijo potrebujejo. Super, mogoče, če malo povzamem, torej na Zdravniški zbornici imamo pisarno posebej, ne, ki vodi naša Vesna H.B. in jo lahko tudi kdorkoli, kadarkoli pokliče v času tega delovnih ur in seveda lahko ta postopek se začne. Gre seveda za varno okolje, torej, ne, in lahko to res ljudje v miru pokličejo, ne rabijo skrbeti, torej, da bi tudi kakšnekoli stvari šle ven po domače, torej gre za eno zaupno zadevo. In to moramo izpostaviti, da to res 100% skrbimo za to zaupnost in da se tu res ljudje lahko počutijo varne. In reševali smo celo družinsko situacijo članice, ki se je obrnila na mediacijsko pisarno. Tudi to se je zgodilo, ja. Kar sicer ni naše področje, ne, ampak. Torej, to si dobro rekla, ja, ampak na koncu. V bistvu za člane je poskrbljeno, da če pridejo v spor, lahko to rešujejo tukaj, sploh če je to na delovnem mestu. Ta zaupnost je zelo pomembna, ker tudi v postopku mediacije so lahko popolnoma odkriti. In ni nobene bojazni, da bi se to lahko kje drugje uporabilo. Ampak ta odkritost pa ravno pomaga, da se najde rešitev za spor. No, pomembno je, da to izpostavimo, tudi ko bo ljudje poslušali. Kakšni so naši rezultati? Smo zadovoljni? Jaz sem vedno zadovoljna. Vsakič, ko Vesna reče, da je nekdo dal soglasje, ker jaz mislim, da je treba šteti za uspeh to, da se zdravnik, nek zdravstveni delavec odloči, da gre v mediacijo. Zdaj ponavadi za paciente ni tak problem, ampak mislim, da vsak, ki da privoljenje, da bo sodeloval v mediaciji, s tem izraža neko profesionalnost, neko odgovornost do primera, predvsem pa bom jaz rekla, jaz sama mislim, da ta da pomeni, da mar mi je. Mar mi je za odnos, mar mi je za človeka, mar mi je za delovno okolje, mar mi je za vse tisto, kar bomo tam reševali. In mislim, da zdravniki po svoji ne strokovni, ampak te etični plati bi morali biti sami po sebi k temu zavezani. Ne, da jih je treba velikokrat prositi, pregovarjati, ampak da bi razumeli, da je to del profesionalnosti. Jaz mislim, da s tem, ko pokažeš, da se želiš z nekom pogovarjati, Mirjana je lepo rekla, ne, zdravniki mislimo, mi se znamo pogovarjati, se znamo imati anamnezo, mi smo se učili, imamo mehke veščine, v katerih se kar naprej izobražujemo, se pravi, imamo znanja, ne. Ja, ampak gre za drugačen način in to ne pomeni, da si stopil s piedestala pa si se ponižal. Obratno. Pomeni, da si dovolil, da te lahko nekdo sliši. Meni je bilo, Maja, izjemno všeč to, kar si ti rekla. In strašno rada imam, da mediram z pravnico, kdaj, da imamo dve pravnici v svoji sredini, zato ker ta nevtralnost je včasih težko vzdrževati. Mediator mora biti vedno nevtralen, se ne opredeljuje. Včasih, ko poslušaš primer, se ti zdi, joj, tole pa gre v to smer in bi se skoraj opredelil, kdo je imel prav, kdo je imel narobe, pa se ne smeš. In tukaj se mi zdi, da je včasih eno tako zdravo ravnotežje,
Jaz mislim, da smo se z Majo velikokrat pogovarjali, ko smo skupaj medirali, da gre v bistvu, jaz poznam sistem, poznam okoliščine, mediator, ki je zdravnik, pozna zakone, pravila, vse in ve, zakaj je v določeni situaciji nekdo, en zdravnik tako ravnal, kot je ravnal. Kako so pravila dela, organizacija. In tukaj se mi zdi včasih, da je dragoceno, da je na drugi strani mediator, ki včasih tega ne ve in bo znal spraševati tako, da bo dobil pacient odgovore, in po drugi strani bo mediator, zdravnik, znal spraševati tako, da bo zdravnik dobil odgovore. Skratka, se mi zdi, da to je eno tako prijetno ravnovesje in ja, da mi je zelo všeč. Dobro, zdravniki smo znani potem, da imamo radi procente, tak, ne, torej procentualno, rečemo tisto uspešnost, nekje na sodiščih je 65%, ne. Mi pravimo, da pri nas je približno 3/4, ne, 75%, ampak ti si lepo rekla, ne, za nas je takrat, namreč to je treba povedati, ne, da to je prostovoljna, torej mediacija, torej nekdo, zato je pomembno, ne, da si povedala, da da soglasje, torej da pride do postopka mediacije, vse stranke morajo dati, ki so v postopku, se pravi, morajo dati soglasje. In koliko samo eden da soglasje, do mediacije ne pride, in seveda se tudi to dogaja, ne, to moramo povedati, ampak takrat, ko stranke v mediaciji dajo soglasje, takrat pride do začetka postopka in to je praktično že za nas. Tako, in zdaj, če gledamo postopek sam, soglasje, mislim, uspešna mediacija bi ne bila tista, v katerem je sklenjen nek dogovor, ampak vrst teh dogovorov je veliko in različne stopnje so. In jaz mislim, da smo mi mediatorji najbolj veseli, ko v mediaciji zagledamo, jaz ko sem včasih predavala, sem imela 2 papigi, ki sta se končno pogledali. Zato, ker v mediaciji mi velikokrat vidimo, kako ljudje sedijo obrnjeni drug drugega in zagovarjajo 2 zgodbi in jih poslušamo in rečemo, a sta ta 2 res bila isti dan na istem kraju in govorita o istem dogodku, ker sta tako različni mnenji, imata tako različna stališča. In potem v enem trenutku, ko pride do tega zbližanja, ko nekako drug drugega razumeta, za nas je to ogromen uspeh, da sta slišala drug drugega, da razumeta, zakaj je nekdo tako ravnal, zakaj je nekdo drug to rekel. Jaz mislim, da je to res za nas tak, mene to vedno gane. In na koncu, če sta zbližala stališča, je to za nas uspeh, čeprav morda nismo rešili nekega spora ali pa še vedno ne bosta morda jutri kave skupila, ampak razumete, zakaj se je to zgodilo. Tako da ti uspehi niso tako, bom rekla, merljivi samo na podlagi teh kljukic, ne, ki jih mi na koncu lahko damo, ampak kljub vsemu mislim, da moramo biti zadovoljni, da mi imamo vsi radi mediacijo, mi smo navdušeni nad mediacijo, moramo pa ljudem povedati, mediacija ni prijetna. Postopek mediacije je na koncu, je olajšan, je na nek način veliko boljši občutek kot na sodišču, ampak postopek sam je težek, ukvarjamo se s čustvi, običajno so to neprijetna čustva. Tudi jokamo v mediaciji, mislim, treba je povedati, da je včasih komu zelo hudo in tudi nam mediatorjem se to zgodi v postopku. Tako da, ja, greš čez eno težko stvar, ampak če na koncu rešiš, če se dogovoriš, tudi če sklenejo dogovor, ne, na nekem oddelku, da bojo vsako jutro skupaj pili kavo, je za nas to en korak v pravo smer, če bodo potem nadaljevali. Anka se spomnim, v tistih svojih predavanjih je tudi potem zaključila, ne, na sodišču 6 ljudi govori o neki zadevi, pa nikogar od njih sploh ni bilo tam. Tako je. Ne? Tu pa je govorijo ljudje, ki so bili neposredno vpleteni v dogodek. In to so stvari, o katerih mi v bistvu govorimo in zaradi česar mi to mediacijo v bistvu tudi na nek način spodbujamo. Nekaj lastnih izkušenj, mogoče Mirjana, mediacija, ki se ti je najbolj vtrnila. Mislim, vsaka mediacija je posebno za sebe. In tudi vsaka mediacija je vedno pustila na mene ogromen vtis. Ampak imam pa eno luštno mediacijo, ne, ki je bila kratka, zelo uspešna in zelo pokaže ravno to, kako pride do spora, kako hitro lahko pride do spora, ampak da se ga lahko tudi reši. To je primer bolnice, ki je imela težave s kolenjem, bolečine, ki so se stopnjevale do tega trenutka, kaj več tablete za bolečine niso pomagale in je šla na urgenco, dobila je blokado, bolečine so se nehale, ne? Ampak to se je ponavljalo, to je bilo več epizod. Ampak ona je mislila, da je to terapija in da je to na ta način v redu. Potem se je pa preselila v drugo mesto, ponovila se je stvar, šla je na urgenco
In kirurg v ambulanti je rekel, da ji ne da blokade. Da to ni prava terapija. Ona je pa bila v bolečinah in ko je ugotovila, da ona blokade ne bo dobila, je postala jezna, je postala agresivna in je odšepala iz ambulante, sedla na avtobus in se odpeljala v mesto prejšnjega bivanja, šla na urgenco in dobila blokado. In s tem je smatrala, da je tisti zdravnik ni opravil svoje zdravniške dolžnosti, ni ji pomagal, niti ni sočustvoval z njo, ker je njo tako bolelo, in zato se je pritožila. Ta pritožba je te robala k nam na mediacijo in oba sta privolila na mediacijo, zdravnika je trebalo malo bolj preprečevati, ampak sta oba privolila v mediacijo. In ko sta prišla, sta se sedla in ona je takoj izbruhnila. Takoj moram povedati, da je ta zdravnik šarlatan, nima občutka za pacienta in ne bi smel delati. Na to je zdravnik odgovoril, veste kaj, jaz sem se dolga leta šolal, skrbim za svoje paciente in se ne dovolim, da je nekdo tako nesramen in žaljiv. Je skoraj kazalo, kaj je konec mediacije. Ampak vseeno z mediatorko sva uspela, da sta se vseeno začela pripovedovati zgodbo, da sta opisovala te stvari, midve sva zmanjševale te agresivna, močna čustva in stekel je. In ko je pacientka bolnica začela govoriti, kako je trpela na tisti vožnji avtobusom do drugega mesta, kaj je vse pretrpela, kako jo je bolelo, se je obrnil k njoj, to je ta ključni trenutek, ko se obrnejo, se pogledajo, in se je obrnil proti njej pa pravi, veste kaj, moram povedati, da jaz takrat nisem dojel, kako hude bolečine imate. Mogoče bi res bi vam moral dati blokado, pa vam potem naprej svetovati in se vam opravičujem za to. No, ona je zastala in potem rekla, veste, jaz pa moram, mogoče se jaz tudi moram vam opravičiti, ker bi mogoče morala počakati, vprašati vas, zakaj je to ni dobro, zakaj mi ne date blokado, da mi te stvari pojasnite. In nenadoma sta se začela pogovarjati, zakaj ni dobra terapija, kaj bi drugače morala narediti, on jo je svetoval, kam mora iti, kaj mora zdaj narediti naprej, midve so pa sedele in lepo tiho poslušale. In ko sta se vse pogovorila, sva vprašala, ste zadovoljni, ste v mediaciji dobili tisto, kar ste želeli? In ste rekla, ja. Moramo kakšni pismeni dogovor? Ne, midva sva zadovoljna. In potem smo se pozdravili, nama sta se zahvalila in sta šla po hodniku in se ves čas pogovarjala. In sta vstopila v en ozki lift in sta se še naprej pogovarjala, ko so se zapirala vrata. In midve se z mediatorko spogledale, sem pravila, no ta dva bosta še končala danes na kavi. Tako da to je eno, tipično to se je potekalo po fazah, kako ponavadi, ampak je to potekalo hitro, bilo je uspešno, ampak tudi mediacija se je začela zelo zgodaj. Tako da to se je zelo hitro dogajalo, te neka čustva so bila še sveža, vendar se jih je dalo lepo se pomagati pri teh čustvih in zato je tudi mediacija bila uspešna. Isto, kar mene fascinira pri mediaciji, ko dobima dva človeka, kot je Simona rekla, ki sedeta, se sploh ne pogledata, in potem skozi mediacijo se pa to spreminja. Ona dva dobesedno se kak človeka spreminjata. Začneta se pogovarjati in iz tistih jeznih, užaljenih, prizadetih ljudi nenadoma dobimo normalne ljudi, ki se lahko normalno pogovarjajo. Super. Zdaj, seveda, mogoče nismo izpostavili še ta čisto postopkovni del, torej vsi prvo da dajo soglasje, potem pa je naloga mediatorja, da spelje še tudi neke čisto formalne stvari, podpis zaupnosti in tako dalje. To moramo povedati, da se lahko kadarkoli tudi človek umakne. Torej, ne gre čisto ta celi postopek je formaliziran, to moramo povedati. Maja, tvoje izkušnje? Jaz močno verjamem v dober dialog in mediacijo. Meni so najbolj ganljivi spori, kjer
kjer resnično ugotoviš, kako si lahko ponižen, in mediacijo me ves čas učite ponižnosti do izkušnje drugega, a ne. Močno pomnim eno mediacijo, ko je šlo za smrt otroka z Downovim sindromom v eni od bolnišnic. In dejansko nek odškodninski zahtevek, ki je spisan zelo formalno, formalizirano, svojci pridejo z odvetnikom, nasprotna stran pripelje odvetnika. V nekem takem čutečem okolju, ki ga mediacija ustvari, tekom določenih faz postopka in pa tudi pogajalskih faz, dejansko potem tista odškodnina ni več v ospredju, a ne, ampak v ospredju je, kako bom žaloval za to izgubo, ali lahko za neko razumno odškodnino ipak shajam vnaprej, da mi je povrnjeno za tisto, kar sem pretrpel. In velikokrat bolnišnice ob zaključku teh postopkov se zavežejo sprejeti neke protokole, da do podobnih dogodkov ne bi prihajalo. Velikokrat poleg pojasnila dobijo svojci obžalovanje tragičnega dogodka. To ni enako opravičilu, a ne. Opravičilo pomeni, opravičujemo se, ker smo krivi, ampak preprosto človeško obžalovanje, žal nam je, da se vam je to zgodilo. In to je izjemno razbremenilno. Super. In tudi vzgojno, ne, se pravi, vsake take neki postopki, ki ga ugotovimo, ne, zdaj pripelje potem do nekih izboljšav kakorkoli, to so tudi naše izkušnje. Kaj pa Simona tvoje? Ne, to se mi zdi spet lepo, da si povedala, no, da velikokrat v mediacijah ugotovimo, da je prišlo do nekih postopkovnih, da je sistemska napaka v neki bolnišnici, v nekem dogajanju, v organizaciji nekega procesa in to se potem spremeni. Ne, meni so tudi ljube te mediacije, ki se na začetku zgledajo nerešljive in pred kratkim smo medirali en tak primer, kjer je eden od udeležencev imel eno osebno težko situacijo z mamo in se je izkazalo, da je v bistvu vso to ozadje, ne, mi v mediaciji odkrivamo te pakete, te nahrbtnike, ki jih kot ljudje nosimo in ki vplivajo na naše odnose z drugimi. In tu se je izkazalo, da je nek odnos z mamo, neka huda odgovornost, občutki krivde so botrovali nekemu zapletu v eni urgentni ambulanti in je bil pravzaprav spor med dvema zdravstvenima delavcama v urgentni obravnavi, ker se je pač nekdo preveč vpletal v proces zdravljenja, bil žaljiv, nesramen, ampak na koncu se je ugotovilo in resnično je v prvih trenutkih izgledalo, prvih 15 minut sva se gledali z mediatorko in dvomile v to, da sploh je bilo prav, da smo te ljudi povabili skupaj, ampak na koncu, ko slišiš še to ozadje in lahko razumeš, ne, moram reči, da zdravstveni delavci smo empatični po svojem bistvu, zato smo se odločili za take poklice, tako da zlahka razumemo te stiske drugih in to je zelo pomembno. In mediatorji tudi smo večinoma taki in tu se mi zdi, da je, da kadar pride do takega in potem na podlagi tega rešimo, ker rešujemo en problem, ko pravzaprav ga ima posameznik in ga je bil pripravljen deliti z nami in to je zelo dragoceno. Tudi jaz zelo cenim to, da ljudje svoje zelo osebne stiske in probleme delijo z nami in da ta svoja čustva povejo v mediaciji. Moram reči, da zelo to negujemo in varujemo, zato s zaupnostjo in nevtralnostjo, ampak to je res nekaj, kar je treba spoštovati. In tu se ohranja dostojanstvo človeka, kar se recimo na sodišču ne. In mislim, da je to ena največjih prednosti mediacije. Za konec, zakaj bi kolegica ali pa kolegu svetovala, da gre na izobraževanje z področja mediacije? Zato, ker ta mediacija ti da, prvič spoznaš, da je zelo pomembno, kako se pogovarjamo. Drugič, da ko se pogovarjamo, so neke veščine, ki nam pri tem pomagajo, da je naš pogovor spoštljiv, miren in produktiven. In zmanjšamo možnost, da prihaja do sporov. Pomembno je, kako se pogovarjamo s pacientom. Nam se zdi, da smo stalno v pomanjkanju časa, da nimamo časa za pogovor. Ampak, ko ti znaš voditi pogovor, je to lahko zelo kratko in zelo učinkovito in pacient je zelo zadovoljen. Pacienti so hvaležni, če se mi z njimi pogovarjamo,
Ne? In če dojamejo, da mi razumemo njihove težave. Oni pridejo k nam bolani, nemočni, prestrašeni, in če ti še pokažeš, da ti to razumeš, da ti to vidiš, potem je tudi delo s pacientom izjemno lahko. Torej, da razvijamo neko empatijo, po definiciji, kot predaval, ne, empatija je prepoznavanje čustev sogovornika. Dobro, Maja, zakaj bi ti svetovala zdravnicam, da bi se udeležili izobraževanja in da bi te mediacijske veščine vedeli in spoznali? Hipokrat je rekel, da kjer je ljubezen do zdravljenja, je ljubezen do ljudi. In verjetno lahko mi enako rečemo, kjer je ljubezen do medijiranja, je ljubezen do ljudi. Zakaj priporočam to izobraževanje? Da postanete boljši ljudje. Ja. Simona? Jaz mislim, da bi moralo biti za vse vodstvene delavce v zdravstvu to izobraževanje obvezno. Zato, da bi bili boljši ljudje, ker kot vodja moraš biti predvsem dober človek, ne dober menedžer. Ja, to je resno. Jaz sem si eno misel zapisal za na konec in za razmislek, ne. Predvsem tudi, da mediacija ni znak šibkosti, temveč znak profesionalne zrelosti in pa odgovornosti. Potrdim. In čustvene zrelosti. In čustvene zrelosti, ne. Tako da s tem bi potem tudi zaključili. Super, lepa hvala. Jaz upam, da smo uspeli predstaviti torej kolegicam in kolegom, ki bodo to gledali in poslušali, torej, kaj mediacija je, da se s tem ukvarjamo na zbornici in seveda jih tudi prijazno vabimo, da vkolikor bojo prepoznali se v tem, da se nam pridružijo, po drugi strani seveda pa tisti, ki eventualno so v kakšnem sporu, seveda, da tudi brez skrbi pokličejo in da smo tukaj, da jim v nekem varnem okolju seveda pač čim hitreje in čim boljše pomagamo. Super, res lepa hvala. Jaz sem srečen, da smo se dobili tukaj, ne glede na to, kaj se danes v Sloveniji dogajalo, da smo prišli iz cele Slovenije in da smo se uspeli zbrati tukaj in danes ta podcast tudi posnet. Tako da super, hvala. In varno pot domov, ne. Ja, super.